Povsod po Sloveniji so v teh 14 dneh imeli gasilci polne roke dela. Pa ne svojo stroko, pač pa so morali dostojno slaviti svojega zavetnika, svetega Florjana. Spoštovani gasilci in gasilke, ki ste prišli od blizu in daleč v našo cerkev v naših čas svetemu Florjanu, zavetniku gasilcev. Prisrčno pozdravljeni. Prav prisrčen pozdrav velja našima botroma slike svetega Florjana, gospodu Ivanu Dočiču in njegovi ženi, gospe Anici. Naj k tej slovesnosti dodamo nekaj misli o gasilstvu nasploh. To je humana in plemenita organizacija, katere bogata vsebina in smoter ne more nikoli izbrisati niti z novimi spremembami, kateri prinaša ta čas. Namen in številne zahtevne naloge prostovoljnega gasilstva so zaobsežene v rekih in pozdravih na pomoč, bližnjemu pomoč in službi ljudstva na pomoč. Dragi bratje in sestre v Kristusu, z gasilci, ki ste me prišli povabiti za to sveto mašo, smo se pogovarjali, v kakšen namen bomo darovali to sveto daritev. Pa smo sklenili, ta sveta maša bo darovana, kot vsaka maša, Bogu v čast. V čast in priprošnjo svetemu Florjanu, da bi sveti Florjan pri Bogu izprosil vsem gasilcem moči, da bi mogli ob pravem času, na pravem mestu ljudem skočiti na pomoč, še posebej, ko pride ogenj, požar, povodenj ali druge elementarne nesreče. Spomnili se bomo pri tej sveti maši in molili za duše rajnih gasilcev, ki so v svojem življenju velikokrat znali priskočiti na pomoč sočloveku v stiski. Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, tvoji smo in tvoji hočemo biti. Prosimo te, blagoslovi ta gasilski avto, namenjen ljudem, ki jih nas zadene nesreča, ogenj, povodenj, naj pomaga reševati življenja in premoženja ljudi,
naj pomaga reševati domove, oskrbovati bolne in ostarele ter zdraviti ranjene. Prosimo te, pomagaj vsem gasilcem pri njihovem delu, nam vsem pa daj, da bomo posnemali Jezusa, ki je dal svoje življenje za nas in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Nekdaj je bilo Florjanovo pravi fantovski praznik. Mesec maj pa fantovski mesec. Nekdaj so fantovske družbe po vaseh imele prav poseben pomen. Skrbele so za red in mir in vsesplošno vaško varnost. Posebno so se skazali s postavljanjem majniškega mlaja sredi vasi. Vse to pa je spremljalo koledovanje s petjem kolednic. Moderna industrializacija pa je kaj kmalu prodrla na podeželje in ta stara izročila, šege, navade in tudi ljudska vera so se nekoliko razblinili in ostajala je le še preteklost. V naši dekaniji je sveti Florjan prisoten skoraj v vsaki cerkvi. Še posebej pa je njegovo sveto mesto poveličano v Zakalu pod Kamniškimi planinami. Vse od druge svetovne vojne pa do lanskega leta se je leta nekoliko skrival. Seveda je bila spet oblast tista, ki je krojila tudi ljudske šege in navade in ne nazadnje tudi vero. Zdaj se spet organizirajo farna gasilska srečanja z gasilsko parado in mašo in prav je tako. S tem, ko častimo svetnika, ne kličemo na vojno. S tem, da gasilci v uniformah prisostvujejo mašnemu bogoslužju, ne delajo nobenega zakonskega prekrška. Svoje k svojem. V ljudskem spominu živi danes sveti Florjan takšen, kakršnega kažejo podobe na stenah, znamenjih in oltarjih. Kot zavetnik pred ognjem, na tem in na onem svetu. Mesec maj, mesec zelenja in cvetja, vse posvečeno Mariji Kraljici. Pravilno ste odgovorili na moja dva vprašanja iz pretekle oddaje in upam, da šmarnične pobožnosti po naših cerkvah v teh dneh tudi radi obiskujete. Dejal pa sem, da bom danes izžrebal nekaj srečnih potnikov za naše sobotno majsko romanje v Stično, na Žalostno goro, pri Mokronogu in pa v Novo mesto. Nekaj prijavljencev je pisalo na našo TV hišo in naj povem, da bodo pisno dobili vse podatke, termine in ure glede romanja. Tisti pa, ki bi se še želeli prijaviti do sobote, prosim, da to storite na naslov Župnije Stranje. Torej, kdor bi se še želel prijaviti za romanje, naj to stori na naslov Župnije Stranje, pošta Stahovica, ali na telefonsko številko 832 156. 832 156. Zdaj imate še čas in možnost, da to soboto 23. maja rezervirate zase
in posvetite svoj čas obisku naših božjih poti. Tukaj imam pa vaše dopisnice iz preteklih oddaj, torej žrebali bomo dopisnice od 3 oddaj, okrog 60 jih je, in sicer žrebal bom 5 nagrajencev, ki bodo odšli na romanje brezplačno. Glede kosila naj povem, da izžrebanci bodo za hrano morali sami poskrbeti. Stroške prevoza in vstopnine pa bo krila naša TV hiša. Razvrstil bom, malo zmešal. Tako, žrebamo prvega. To je Kotnik Joži, Košiše 8, Kamnik, starost 51 let, odgovora sta pravilna. Torej, Kotnik Joži, Košiše 8, pošta Kamnik. To je prva udeleženka brezplačnega romanja. Kdo bo drugi? Drugi bo Bogdan Klemen, Bela 2, Motnik. Bogdan Klemen, Bela 2, Motnik. Tretji udeleženec bo pa Barbara Krajnc, Klavčičeva 4, Kamnik. Barbara Krajnc, Klavčičeva 4, Kamnik. To je tretja potnica za romanje. Mešamo naprej. Četrti potnik oziroma potnica bo Hočevar Franska, Ketejeva 3, Kamnik. Hočevar Franska, Ketejeva 3, Kamnik. In žrebamo še 5. udeleženca brezplačnega romanja. Ta pa bo Jožefa Berlec, Godič 78, Stahovica. Jožefa Berlec, Godič 78, Stahovica. In če še pogledamo, z katerih oddaj so bili tele odgovori. Kotnik Joži je bila od zadnje oddaje, Marijin mesec in šmarnična pobožnost. Bogdan Klemen za pravilni odgovor, da smo obiskali Kalvarijo na Kamniških Žalah, to je iz naše prve oddaje. Potem je Barbara Krajnc, tudi iz zadnje oddaje, mesec maj je posvečen Mariji in šmarnična pobožnost. Pa spet Hočevar Franska, hrib se imenuje Kalvarija, Kamniške Žale, lep pozdrav. In Jožefa Berlec, to je pa iz druge oddaje, avtor Križevega pota je Tomaž Perko. Tudi to je pravilno. Vsem srečnim izžrebancem želim prijetno potovanje in še enkrat ponavljam, da bodo dobili po pošti jasna in točna navodila, kje bodo počakali na avtobus. In pri kraju smo. Mesec maj je že pošteno zakorakal v svojo drugo polovico. Maturantje srednjih šol se že pripravljajo na svojo maturo in vstopajo v nov svet. Osnovnošolci se trudijo, da svoj uspeh v tem zadnjem mesecu pouka čim bolj popravijo. Vsi pa si želimo, da bi čim prej prišel čas letnega dopusta in oddiha. Naj Marija bedi nad nami in nas vodi po pravih potih, kakor tudi naše novoizbrane voditelje. Da bi mesec maj prešel v obdobje, ko bo življenje lepo in enako za vse, ki napolnjujemo to zemeljsko kroglo. Pa z Bogom!